Današnje srečanje je namenjeno temu, da vam predstavimo, kaj pomeni za nas etični turizem. In kaj je etični turizem? Dejansko mi smo si zastavili projekt tako, da za nas etični turizem, to je ena oblika razvoja turizma, ki zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj ob tem, da postavlja pa v prednost tudi varovanje okolja, torej vključuje okoljske, gospodarske in socialne vidike. Je priložnost za krepitev lokalnega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, angažiranje posameznikov iz različnih ciljnih skupin ter pot do postopnega zmanjševanja razvoja zaostanka obmejnih regij. Glavni cilj projekta Etosland je zagotoviti trajnostni razvoj programskega območja, ki temelji na etičnih vrednotah, družbeni odgovornosti ter lokalni ekonomiji s poudarkom na izkoriščanju naravnih in kulturnih danosti za potrebe turizma. Projekt se izvaja v partnerstvu 7 organizacij, 3 iz slovenske strani in 4 organizacij iz madžarske strani. Razvojna agencija Slovenska krajina kot vodilni partner projekta bo prispevala k obogatitvi turistične ponudbe celotnega slovenskega porabja. Naša pokrajina je bogata z lokalnimi produkti, ampak žal zaenkrat gre za neregistrirane produkte, saj predelovalci in predelovalke delajo to samo za lastno uporabo. Naš cilj je, da do konca projekta bomo imeli v porabju vsaj 10 registriranih lokalnih produktov. V ta namen bomo identificirali ponudnikov, za njih izvedli delavnice ter jih povezala v mrežo. Agencija pa bo zagotovila tudi trg za nove produkte, saj ti produkti bodo na prodajo tudi na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku, kjer se bo izoblikovala trgovinica lokalnih produktov prav iz tega projekta. Poleg tega pa bomo obogatili turistično ponudbo kmetije z investicijami, v okviru česa bo postala terasa zastekljena, uporabna tudi v slabem vremenu, ter kot nova turistična ponudba se bo postavila hiša savne poleg kmetije. Prav s pomočjo teh bomo prispevali k cilju samega programa, in sicer povečanje števila turistov in nočitev celotne regije. Naš nekako pogled in cilji v projektu, ki jih bomo dosegli, so seveda vezani nekako že na to, kar smo oziroma kar vsakodnevno delamo. Namreč Zavod Marjanum ima 3 enote, penzionski del, torej se nekako ukvarjamo s turističnimi nastanitvami, potem rokodelski center, kjer predvsem združujemo rokodelce in vključujemo njihovo ponudbo v turistično ponudbo, in pa potem Marjanišče. Sam projekt pa nam bo prinesel v prvi vrsti najprej investicijo. Tukaj vidite tudi fotografijo kampa, ki je že urejen, ki ga bomo nadgradili z 4 mobilnimi hiškami, skupno kapaciteto 40 oseb in bodo primerne za nastanitev različnih ciljnih skupin. V mehkih vsebinah, kot bi nekako lahko rekli, pa nam je seveda nekako najpomembnejše, da bomo preizkusili tematske kolonije. V sklopu projekta bomo izvajali tako otroške kolonije, rokodelske kolonije in pa terapevtske kolonije in tako nekako skušali zavzeti že prej omenjene različne ciljne skupine, ki so nekako tudi med glavnimi pri razvoju etničnega turizma. S svojimi projektnimi aktivnostmi bomo vplivali na glavne cilje, ki smo si jih zadali v projektu, in sicer bomo prenašali znanja in spretnosti rokodelcev na mlajše, predvsem skozi že omenjene kolonije, vključevali kulturno dediščino v turistično ponudbo, saj bodo aktivno pri izvedbah sodelovali tudi naši rokodelci s svojimi rokodelskimi delavnicami, prav tako pa bomo zagotovili dodatne prenočitvene zmogljivosti,
povezane z bivanjem v naravnem okolju, ker vemo, da rokodelci nekako tradicionalni uporabljajo naravne materijale in s tem povezano naravno bivanje v naravnem okolju. Hkrati pa se bomo, kot že omenjeno, osredotočili na različne ranljive ciljne skupine, ki bi jim radi ponudili še dodatno vrednost in mogoče takšno zanimivo destinacijsko ponudbo v Pomurju oziroma čezmejnem projektu. Ker v zadnjih 10 letih je tudi ostala vas brez gospodarske podpore ali velikih vlaganj, smo zato izmislili, da mogoče bi potem izkoristili tisto možnosti, ki jo imamo pri nas, in to smo našli tako, da mogoče etični turizem ter trajnostni razvoj turizma je ena od priložnosti za razvoj in preboj vasice, in to bo temeljil na lokalnih produktih, na rokodelstvu, kolesarstvu in kmetijstvu in bo tudi vključeval prebivalce skozi ustvarjanje ekoloških produktov. In zato smo v središču vasice našli eno majhno zapuščeno kmetijo in v tem projektu bomo to obnovili za potrebe etičnega turizma, s čimer bomo potem ponovno vnesli življenje v vasi. Edina ta kmečka hiša je ostala pri nas v vasi, ki ohranja tudi tisti stil, kak so naši predniki prej zidali hiše, ne. To je tako, da iz gospodarske prostore bomo pač napravili mi tako, da mislimo za tiste turiste, ki mogoče ne želijo prespati v kakšnem hotelu, ampak bi rajši bi prespali v kmetiji. Prihajamo k vam, ker se nam je zdel to idealen prostor prav za tako vrsto turizma, se pravi tako lepa narava, prijazni ljudje, kot tudi po drugi strani priložnost dela z ranljivimi skupinami ljudi, tako da smo tukaj ustanovili to socialno podjetje. V okviru tega projekta pa bomo zgradili še eno tako hišo iz naravnih materialov, poleg tega gojimo ekološko konopljo, iz tega si prizadevamo, zdaj se še učimo pravzaprav, da bomo pač tržili tudi izdelke iz konoplje. Že zdaj zaposlujemo ranljive skupine ljudi in tudi v okviru samega projekta bomo z njimi še delali. Eden od naših produktov je pomagati ranljivim skupinam priti do mogoče svoje hiše, tudi če sicer ne bi zmogli zaradi svojih finančnih možnosti priti do lastne hiše, in sicer z materiali, ki jih imajo pravzaprav na dvorišču. Slamnata hiša namreč je zgrajena izključno iz lesa, slame in pa ilovnatega ometa, kar pomeni, da je to hiša zelo zdravega, prijetnega bivanja. Az Egyesületünk 9 éve alakult, és az elhangzottakhoz teljes mértékben csatlakozik. Naše društvo že od začetka dela na področju, katerega si je zadev zdaj za glavno nalogo prav projekt Etosland. Dejansko za nas je izredno pomembno, da ohranimo in razvijamo kulturne vrednote ter naravne vrednote okolja, v katerem živimo. In eden izmed takih glavnih projektov je tudi vrt. A Tündérkert projekt igazán arról szól, hogy az Projekt Park Vile dejansko govori o tem, da ohranimo travniške sadovnjake oziroma stare sorte sadja jablan. In sama pobuda je nastala v naši županiji, v Zalski županiji, in moramo biti ponosni na to, da do danes pa lahko rečemo, da se je to razvilo že po celi Madžarski in celo imamo tak vrt že tudi na slovenskem območju, in sicer v Hodošu. A projekt keretén belül Naš glavni cilj v okviru projekta je, da prinesemo znanja mladi generaciji, kar so pomembna za njihovo prihodnost. Tukaj gre za kulturno dediščino, tukaj gre za take tradicionalne obrti, katere so še prisotne v našem okolju. Seveda želimo pa, da ohranjamo našo ljudsko izročilo in kulturo.
Pomembno je, da širimo znanje, ki se je skozi stoletja prenašalo iz roda v rod na področju sadjarstva, gobarstva, zeliščarstva in kmetovanja. In to dejansko bomo tudi izvajali v okviru projekta in kako, seveda v okviru raznih delavnic in taborov. És már is kezdtük a projekt megvalósítását, hiszen Sam projekt smo mi že začeli izvajati, saj smo izvedli en 5-dnevni etični tabor, katerega so se udeležili učenci iz Slovenije in iz Madžarske. Jih je bilo vse skupaj več kot 120 in v okviru tega tabora so se ti otroci lahko seznanili z raznimi dejavnostmi, ki so povezani s sadjarstvom, zeliščarstvom, z raznimi drugimi dejavnosti in imeli smo tudi športne programe, ter moram reči, da ta tabor se bo nadaljeval, oziroma bomo imeli še enega naslednje leto in vmes pa bodo izvajale prav delavnice. Zavod za socialni razvoj si je v okviru tega projekta pač zadal aktivnosti, ki jih nekako že izvaja tudi skozi številne druge projekte. Skratka, lokalni, avtentični produkti so bili vedno cenjeni, saj so kvalitetni, cenijo jih pa tako lokalni prebivalci kot tudi gostje, ki prihajajo v regijo, torej turisti. Res pa je, da teh produktov še nismo vseh niti identificirali, niti jih izpostavili, niti jih osvetlili, niti tržili in niti torej prodajali. In to je naš cilj, da identificiramo v regiji lokalne etične ponudnike, tiste, ki že obstajajo, da poiščemo tiste ponudnike, ki torej imajo neke ideje, neke zgodbe, niso se pa še nekako registrirali in uradno začeli z svojo dejavnostjo. Prav tako želimo za te ponudnike izvesti informativne in pa izobraževalne delavnice ter jih povezati v mrežo etičnih ponudnikov. Alapítványunk a településen, ami... Naša organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2014, izvaja razne projekte, s katerimi v katere želimo pritegniti tudi romsko narodno skupnost, ki živi na našem območju. A projekten belül számos feladatot fogunk megvalósítani. Izvedli bomo 2 analize. Prvič bomo preverili stanje lokalnih ponudnikov in lokalnih produktov na obmejnem območju. Imamo tudi izobraževalni program v okviru projekta in sicer v ta program bomo vključili lokalno prebivalstvo oziroma tudi romsko narodno skupnost. Ta izobraževalni program snovi na kmetijstvo oziroma na pridelavi in predelavi in svojimi izdelki bi radi prišli tudi na trg. Izvedli bomo investicijo v namen, da pridobimo nove prenočitvene kapacitete. Emellett a meglevő pincehelyiség felújítása, közösségi tér kialakítását teszi lehetővé. Poleg tega pa v Kletu bomo izoblikovali en skupni prostor. Emellett még különféle kisegítő létesítmények is fognak készülni, már rendelkezünk szabadtéri kemencével és legfárfőzővel, emellé fog majd létesülni egy aszaló, illetve egy füstölő is. Tudi dotlej že razpolagamo z raznimi malimi objekti poleg hiše in sicer imamo sušilnico in imamo tudi en primeren prostor, kjer se delajo marmelade. Te bi zdaj v okviru projekta tudi širili, bi dobili še en prostor, kjer bi lahko dimili meso ter še kakšne lokalne produkte izvedli.